Vemo v bistvu več ali manj že vsi, da recimo zdravniki, ki jih ljudje spoštujejo in pridejo k njim po nasvet, da dejansko formalno niso imeli ravno veliko izobrazbe, kar se prehrane tiče. Kljub temu pa so eni prvih, katerim gremo po nasvet o prehranskih navadah, in fascinira me, da večino tudi v slovenski stroki so ljudje oziroma so zdravniki, strokovnjaki, tudi znanstveniki, ki bodo spodbujali oziroma promovirali vsejed način prehranjevanja in zelo kontrirajo oziroma se zelo branili proti spremembam oziroma prehodom na rastlinsko prehrano, sploh kar se tiče otrok. In vse to spodbujanje strahu in v bistvu zelo ozkogledo razmišljanje me vedno znova fascinira, ker mi ni jasno ob tem kopičenju dokazov, koliko je v bistvu rastlinska prehrana optimalna za vsa obdobja življenja. In to so članki, ki so napisani strani strokovnjakov, ki to že več desetletij raziskujejo. Na živalskih modelih, na ljudeh, longitudinalne študije, velike študije, ki so zajemale tisoče ljudi, in da ti kot zdravnik ali pa strokovnjak za prehrano to ignoriraš ali pa sploh ne naletiš na to, čeprav dvomim, da ne naletiš na to, ampak si res v tem nekem svojem mogoče programu ali pa okviru, kjer te v bistvu vse drugo, kar je nasprotju s tvojim mnenjem, te ne gane.